Doktor Pokorn, kako prepričati slovenske starše, da bi se pogosteje odločali za cepljenje svojih otrok? Jaz mislim, da je to zelo težka naloga. Največ lahko naredimo z osebnim zgledom, se pravi, da se sami cepimo in da se tudi mi zdravniki obnašamo kot odgovorni starši in svoje otroke cepimo tako, kot priporočamo staršem otrok, ki pridejo k nam v ambulanto. Mislim pa, da je tukaj osnovno temeljno zaupanje med zdravnikom in starši in da pač en del argumentacije so pač strokovni argumenti, ki so seveda v prid cepljenju in govorijo v prid temu, da seveda so koristi, ki jih cepljenje prinaša, preprečevanje nalezljivih bolezni, česar se žal danes še vse premalo zavedamo, da so v bistvu koristi, ki jih cepljenje prinaša, veliko večje od potencialnih neželenih učinkov cepljenja. Neželeni učinki po cepljenju so, pred tem si ne zatiskamo oči, so lahko tudi resni, ampak te najtežje oblike neželenih učinkov so k sreči izjemno redke, večinoma gre za blage in prehodne neželene učinke. Lahko poveste samo primer, dva, kakšne dobrobiti lahko dosežemo s cepljenjem v primerjavi z boleznijo, ki bi jo sicer moral preboleti otrok? Mogoče čisto osebna, recimo, osebna izkušnja. Torej, jaz sem začel delati kot zdravnik v zgodnjih 90-ih letih. To je bil še čas, ko v Sloveniji ni bilo cepljenja proti hemofilusu influence tipa B. To je bakterija, proti kateri cepimo v prvem letu življenja. In bakterija je vsako leto povzročila približno 15 do 20 primerov resnih okužb, predvsem bakterijskega meningitisa, lahko tudi pljučnic. Otroci so zaradi teh okužb umirali. In po uvedbi cepljenja teh primerov bolezni v Sloveniji ne opažamo več.